Ja, pričujoča knjiga Epidemija in zdravstvo, zgodovinski pogled je rezultat, naj najprej to povem, projekta Epidemija in zdravstvo v interakciji. Epidemija kot javnozdravstveni problem v slovenskem prostoru od epidemij kuge do 20. stoletja, to se pravi od srednjega veka do 20. stoletja, ki ga izvajamo na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU, na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa. Projekt pa financira Javna agencija za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. Pričujočo monografijo lahko seveda vsaj deloma razumemo kot odziv slovenskega zgodovinopisja na pandemijo COVID-19, ko se je tudi raziskovalna pozornost vsaj za nekaj časa usmerila v interdisciplinarne raziskave epidemij in zdravstva. V 13 poglavjih 14 zgodovinarjev in zgodovinark ter umetnostna zgodovinarka obravnava različne vidike epidemij, nalezljivih bolezni in razvoj zdravstva v obdobjih med srednjim vekom in 20. stoletjem na območju današnje Slovenije in delu Hrvaške. V posameznih poglavjih najdemo na novo raziskane vsebine, kot so na primer kužne epidemije v 17. stoletju na Kranjskem in Štajerskem, obravnavo kužnih slik v srednjeveškem stenskem slikarstvu Slovenije, okoljsko-zgodovinske poglede na sanitarni kordon v vojni krajini, ki je ščitil Habsburško monarhijo pred kugo iz Osmanskega cesarstva. Sledi položaj ostarelih med epidemijami kolere v 19. stoletju v avstrijskem Primorju ter pojav malarije in njeno zatiranje med obema svetovnima vojnama na območju današnje Slovenije. Poleg epidemij so v posameznih poglavjih obravnavane tudi tematike iz zgodovine zdravstva in bolezni, kot so na primer sploh prvič v slovenskem zgodovinopisju celostno obravnavani in sploh evidentirani srednjeveški špitali in leprozoriji na območju Slovenije. Tu naj omenim še tudi popolnoma na novo zrisane zemljevide, objavljene v tem članku dr. Mihe Kosija. In nadalje bolezen pelagra na Goriškem in Gradiškem v času Avstro-Ogrske. V več poglavjih so predstavljene zdravstvene razmere v času vojn, in sicer med Prvo svetovno vojno, med begunci v begunskih taboriščih v Avstro-Ogrski in tudi v mestu Ljubljana. Na to starostna oslabelost kot vzrok smrti v Pulju med letoma 1910 in 1915 ter organizacija partizanskega zdravstva s poudarkom na slovenski centralno-vojni partizanski bolnici med drugo svetovno vojno v Kočevskem Rogu. Nenazadnje sta bolezen in telo obravnavana tudi kot metafora v poglavju o predmoderni politični misli kranjskega plemiča Franca Alberta Pelzhoferja z začetka 18. stoletja. V knjigi zbrani teksti večinoma temeljijo na primarnih zgodovinskih virih in torej predstavljajo temeljne raziskave posameznih tematik. S tem na novo vrednotijo dosedanje razumevanje epidemij v slovenskem zgodovinopisju, večplastno dopolnjujejo in izboljšujejo poznavanje tematik iz perspektive socialne zgodovine medicine, nekateri pa zaradi povsem novih spoznanj in pristopov vzpostavljajo nova izhodišča za prihodnje zgodovinske raziskave epidemij in zdravstva. Naj nazadnje opozorim še na naslovnico knjige, ki temelji seveda na zelo zanimivi ilustraciji Hinka Smrekarja z naslovom Kuga, ki jo je narisal leta 1917 med Prvo svetovno vojno. Hvala. Najlepša hvala.